Zakaj se gre? Zato, da se nekam pride. Ampak ker se v Mariboru bojda v času jutranje in popoldanske prometne konice počasi pride v mesto in iz mesta, bomo danes preverili, kakšni so zastoji v središču mesta zjutraj. Tako, ob 7 zjutraj smo na ulici, zaenkrat na zastoje še ne kaže nič, ampak vemo, da se jutranji rush hour zna potegniti tam do 38 in do takrat bomo tudi na mariborskih cestah. Potem pa se vrnemo na ulice zopet okoli 3. ure, ko večina ljudi odhaja iz službe. Tako. Gremo pogledat. Igor vozi. Igor, najprej se peljemo iz smeri Evroparka proti dvoetažnemu mostu. Tako smo na Pobreški, kjer trenutno tudi brez kakršnekoli gneče, niti promet ni prav posebej gost in poteka zelo tekoče. Zakaj smo se odločili, da gremo na dvoetažni most? Ker so tukaj veliki industrijski objekti z veliko zaposlenimi v Melju in smo pričakovali, da bo ob 7 uri in kako minuto čez tukaj morda taka gneča, ki je ni. Ja, v Melju v bistvu promet zelo, kako se temu reče? Ga ni. Prometa ni, najbrž zato, ker pač ob tej uri v Melju večina ljudi že dela. Ja. Ok, iz Melja smo zavili... Ja, iz ulice Kraljeviča Marka smo torej zavili na Melsko cesto in peljemo v smeri proti centru mesta. Tudi tukaj je neke povečane gneče, ob 7:13 minut ni zaznati. Jaz se vozim v tej smeri vsako jutro, če ne grem čez Kamnico, ne? In ponavadi je tu ob tej uri ali pa malo kasneje, kakšnih 20 minut kasneje, kar gneča. To mogoče tudi treba povedati, da smo se odločili za snemanje danes, ko je dež, ker smo pričakovali, da bo v deževnem dnevu seveda gneča na cesti večja, kot bi bila, če bi dan bil sončen in bi lahko ljudje uporabljali tudi kolesa, skiroje, podobna prevozna sredstva. Ampak imamo srečo, ne, trenutno ni dežja. Da lahko gremo tudi ven po kako kavico. Si je spil kavo? Ne, žal ne. Smo na Partizanski, trenutno. Lepa ulica. Ura je 7:20 minut. Promet popolnoma tekoč, niti gneča ni prav posebna. Imamo pa tu enega lepših prizorov v Mariboru, vsaj zame. Pogled na frančiškansko cerkev zjutraj, sploh ko je sončni vzhod v nekem obdobju leta, tam malo pred 8, je to res lep prizor. Pa silosi seveda, žitovi, res lepo. Smo pri sržu. Ja, srži problema. Ja, zaprtje glavnega mosta je sledilo v bistvu zaprtju Koroške in Lenta in ja, zdaj bi se zastoj še povečali v Mariboru. Tudi na Moša Pijade ni nobene gneče. Ghost town. Trenutno, torej malo pred 7:30, tudi na Koroškem nobene gneče. Ja, in ob 7:30 v bistvu na Gosposvetska to, ne? Ja. Gosposvetski cesti prvič malo bolj zgoščen promet, v bistvu se je tukaj na semaforju, ko se pride ven iz krožnega prometa preštuko par avtov nagnetlo, ampak zdaj, ko je zelena, je promet zopet stekel normalno. Šli smo na Trubarjevo z razlogom. Turnerjevo. Turnerjevo! Okay, zdaj smo na Mladinski, ki je tradicionalno obremenjena in ena tistih ulic, ki so po zapori Koroške ceste najbolj obremenjene. Pričakovalo se je, da bo seveda zaradi zaprtja glavnega mostu tukaj še nekaj dodatnega prometa,
ob 7:30 zjutraj zaenkrat promet zelo tekoč. No, zdaj vsi 4, 3, 4, Maribor! Šampion. No, to. Smo torej na Mladinski pred osnovno šolo Bojana Iliha. Tudi tukaj promet tekoč, sicer ko je na semaforju rdeča luč, se nabere nekaj avtomobilov, ampak se gneča takoj tudi po tem, ko se prižge zelena, sprazni. Mogoče ne parkirajte tak, ker zaradi takih pride do kakšnih problemov lahko na cesti. Cankarjeva je bila nekaj časa verjetno malo bolj problematična, v času, ko je tukaj bila še zavarovalnica, ne? Takrat se je verjetno kar nekaj ljudi v kratkem obdobju steklo sem, ampak zaenkrat danes približno 20 do 8, kar okej, no. In gremo na Kerikovo. Je tudi presenetljivo prazno. Ok, smo pri občini. Kjer je gneča, ampak pred vhodom. Promet... Še enkrat smo šli na Mladinsko, zakaj? Zato, ker smo se odločili med tem, ali gremo na drugo stran mesta čez Koroški most, ali se vrnemo na Mladinsko, pa gremo čez Titovega. Ker seveda glavni most je zaprt, Koroška je zaprta, Lent je zaprt in zdaj lahko tudi vidimo, koliko časa bomo porabili v času jutranje prometne konice za to, da pridemo na drugo stran. Od občine do desnega brega Drave smo potrebovali. Ali pa ne, bomo šli tu vseeno. Hop! Ok, od občine do desnega brega Drave je trajalo vsaj dobrih 5 minut, tako da takoj, brez nobenega zastoja. Torej Ljubljanska, zdaj je ura malo pred 8. Zdaj že ta čas v dnevu, ko se ljudje odpravijo v bolnišnico. Najbolj pričakovano, ampak žal, pa na srečo, brez zastojev tudi na Ljubljanski pred bolnišnico in ura je 3 minute do 8. In zaključujemo s prvim delom pregleda prometa v času prometnih konic v središču Maribora. To jutro smo res imeli srečo, promet je bil tekoč po celotnem mestu. Pričakovali smo, da bomo slabi 2 uri na cesti, ker smo pač res probali obdelati širši del središča mesta in vpadnic v Maribor, ampak po dobri uri smo zaključili. Gremo pa potem popoldan znova na ceste. Torej, Večerova ekipa spet na terenu, po jutranjem iskanju gneče. Neuspešnem iščemo popoldansko gnečo. Trenutno peljemo čez Titov most, kjer gneče ni, se pa ta kaže vsaj manjša na Pobreški cesti, in sicer pod bolnico. V bolnici, kjer se je kazala neka gneča, ta ni bila pretirana. Ampak tu bi moral biti zgoščen promet, zdaj, odkar je glavni most zaprt. Ampak teče, ne. Zdaj lahko v bistvu povemo, danes ob 3, torej torek je, brez težav. Vključili bomo v ta prispevek tudi posnetke od včeraj. Naš fotograf, fotoreporter Sašo Bizjak jih je naredil tukaj z bolnice, z parkirišča, parking hiše nad bolnico. Ok, pri UKC-ju se je promet zgostil prvič, ampak tudi ne pretirano. Torej, prva zgostitev, ki jo je opaziti, je ob nekaj minut čez 15 na Pobreški, kjer pa promet še vedno, kljub temu, da je zgoščen, poteka precej tekoče, se zadaj kar nabira, vidim. Tudi pariške komune je ob tej uri čisto normalno prevozno in promet tekoč. Ljubljanska v smeri izven mesta je
zelo polna in je gneča. No, na Ljubljanski v bistvu je počasi premikajoča se kolona od krožišča z Pariške komune pa vse do podvoza železniškega. Zdaj lahko rečemo, da prvič malo bolj resno stojimo Ja. danes. Ok, od križišča pri parkirni hiši ob bolnici do glavnega mosta smo potrebovali skoraj 5 minut in to je bila najbolj gosta pot do zdaj prometna. Ne? Torej poti, ki se stekajo proti staremu glavnemu mostu, so kar zasedene. Ja, na Koroškem mostu torej nekaj več gneče kot zjutraj, še vedno pa zdaj težko trditi, da je to neka kolona in zastoj. Se pa bo na vstop v krožišče verjetno čakalo kakšno minutko, 2. No, tu pa smo zdaj prvič naleteli na malo bolj konkretno gnečo, ki se zdaj počasi odraža že tudi na Koroškem mostu. Skratka, zavijanje iz Koroškega mostu desno na Gosposvetsko je gneča precejšna. Zdaj do leta 2000, kdaj se je Koroška zaprla? 2020? Pred korono. Torej, do takrat je imel pač nekdo, ki je prišel z te strani v Maribor Dve možnosti. 3 možnosti celo, ne. Mladinska, Koroška in Lent, ne. Ja. Zdaj je ostala samo še Mladinska in zato gremo v bistvu zdaj Tako. na Mladinsko Pa preveriti. Gosposvetska, no, ampak v bistvu tako obe dve na koncu pridete na isto. Tako je, tako je. Štrosmajerjeva, kar okej, brez težav. Zdaj pa čuvena Mladinska. Na kateri tudi ni nekega prometa, vse ne takšnega, kot smo ga pričakovali. Promet na Mladinski oziroma na Maistrovi je nekoliko zgoščen, ampak poteka popolnoma tekoče. Tu se bo verjetno malo zabilo, zaradi tega, tako, ker je tako. zožanje oziroma nekateri grejo pol na Cankarjevo, ostane pa samo še Pas naravnost, Partizanske do kolodvora. Torej, od krožišča pri Štuku pa do križišča za Cankarjevo smo prispeli v manj kot 7 minutah. Na Cankarjevi pa pričakovano gneča. Rdeč Ferrari, praviš, da v garaži čaka me. Torej 5 minut po Cankarjevi do In to je tudi Partizanske. najdaljše čakanje, ki pa ga jaz vsaj težko povežem z zaporo starega mostu. Spet smo nazaj na Titovi, ki tudi ne kaže nekih znakov zastojev, daleč od tega. Pa lahko tudi povemo, da smo zdaj prišli celi krog po Mariboru, okolica centra Maribora, pa malo desnega brega v dobre pol ure. Ne. Slabe, ker smo vmes stali, ne? Tako. Še enkrat nas pa zdaj zanima Ljubljanska, ne. Ja, tako. Pariške komune so polne. Tukaj pa Ljubljanska pa se je že zdaj v slabe pol ure kar zbistrila. Tako. Tu se promet zgosti zato, ker večina ljudi zdaj seveda mora zaviti desno na Pobreško, prej bi stari most tu nekaj prometa pobral. Torej, največja gneča smo rekli Ljubljanska pri bolnici, tu gor zelo kratek čas, pa Pariške komune, ne? Torej, zaključujemo današnjo pot po mariborskih ulicah v času jutranje in popoldanske konice. Igor, da naredimo kratek pregled, kaj smo ugotovili? Ugotovili smo, da je vsaj danes, torej v torek zjutraj, na cestah ni bilo nobene gneče, povsod vse, torej tako Titov most kot Koroški most in pa vse vpadne ulice v center mesta
so bile praktično prazne danes. Vsekakor pa nikjer ni bilo zastojev kakršnih koli, promet je potekal gladko. Popoldne se je situacija nekoliko spremenila in sicer je bilo nekaj gneče od krožišča pri Štuku do Turnerjeve, povečan promet je bil na Majstrovi. Največ časa smo čakali na Cankarjevi, da smo iz Majstrove preko Cankarjeve prišli na Partizansko. Mladinsko misliš, ne? Mladinska. Majstrova. Ok, Majstrova. Potem pa, kaj smo še rekli, Koroški most, ne? Tako, tudi na Koroškem je bilo nekaj več prometa in pa na cesti Pariške komune. Drugače pa tudi nekaj malega povečan promet na Pobrežki, ampak je pa vse povsod potekal gladko in pa brez zastojev, takih, v katerih bi se stalo. Skratka, promet je bil tekoč, ne. Na cesti smo bili med 7 in 8 zjutraj ter med 15 in skoraj da 16 uro popoldan. Tako je. Seveda pa bomo pač dogajanje v prometu v Mariboru na Večeru ves čas spremljali še naprej, kot smo ga tudi do zdaj. Tako da vabljeni k branju vseh vsebin.